Dober dan, dobrodošli v videu z Andreasom, kjer bova povedala vam danes, kaj je ljubezen do sebe, pa majčkeno se bomo dotaknili to, kdo si, kaj si. V tem smislu, ne? Lepo pozdravljena tudi z moje strani in seveda hvala za povabilo, da lahko čim več ljudem pomagamo. Zdaj pa bi danes kar te predala besedo. Majčkeno si spet predstav, ko je nov video, pa kar začni, pa bom pa jaz povedala iz svoje strani, kako pa jaz gledam na to. Ok. Kako naj rečem, moj ime je Hacin Andreas, rojen v Nemčiji in seveda sem se preselil v Slovenijo. Nekaj cajta sem živel v Sloveniji, zdaj živim spet v Švici, tukaj sem se odselil in kaj ne rečem, duhovna pot je dolga pot bila moja tudi in na koncu sem kar dosti naredil in uredil zase, bom rekel, zato bi pa drugim pomagal, kaj pomeni sploh zavesti. Današnja tema je seveda ljubezen, ki sicer velikokrat slišimo in tudi se pogovarjamo in tudi doživimo, to je res, ampak kaj je prava ljubezen? Vedno se predstavlja, kaj pomeni ljubezen. Človeški ljubezen želi imeti. To je razlika med ljubezen, to, kar smo mi. Zato prava ljubezen je izpolni v dajanju. To so dve razlike ljubezni, kaj jaz mislim, kaj jaz tudi nisem se naučil, ko sem bil mlad, ampak tudi šele zadnje čase, kaj pomeni prava ljubezen. Zato ni obžalovanja pri pravi ljubezen, ker mi druga oseba ne more prepričati, da bi ga ljubil. Ne more. Zato pa je vse, kaj v bistvu na koncu ljubiš, ker smo vsi ena. In to pomeni, da ni težav. Človeški ljubezen se začne s problemom, ko si ga želimo. Partnerja, kakšna stvar. In bomo imeli zagotovo večji problem, ko ga pol dobimo. In to tudi vidimo na koncu pri partnerstvih, ko se pol ločijo. Ker po eni strani gledamo vizualno mogoče, po drugi strani mogoče kaj finančnega odzadja, pa ima kakšen lep karakter, ker na koncu iščemo ljubezen v zunanjem svetu. In pol gotovimo, da ni to ljubezen. Prava ljubezen. In kaj je večja napaka tudi, ko pri partnerstvu se dela, bom rekel, da bi mogel imeti sam oči zase. To v bistvu spet mora biti tam zame na koncu. Jaz sem tista oseba, mene moraš ljubiti, ne smeš drugi gledati, ali pa drugi gledati. To so poanti partnerskih problemov, ko mislimo ljubezen, da je ta prava. Ampak to ni. To je na koncu smo tudi malo pozabili, ker kot otroštvo imamo strah pred tem, da ne bi dovolj ljubezen ljubil. Lahko samo prejmemo toliko, koliko jih sami damo. To pomeni, odvisno od sam sebe, koliko sam sebe ljubiš, toliko lahko tudi prevzameš od drugih. In če ti sam ne daješ drugim ljubezen, jaz vedem primer dajem, to je isto kot najhujši sosed, ki ga imamo vsi. En sosed zvedno tisti, ko teži, ko vedno, bom rekel, ni najboljši sosed. Ampak ko boš tega začel ljubiti, boš videl, da se bo tudi pri tebi začelo spremeniti. Ni sosed kriv na koncu, ampak mi jo sprožimo, da on to naredi. In ko enkrat mi zavedamo, da ljubezen, da ljubezen je, to je največja energija, spiritualnost na koncu. Ne rabimo iskati v zunanjem svetu, ampak v sebi notri. In to je ta razlika, ko sem jaz tudi pred letmi, ko sem ko sem lahko naučil, kaj pomeni prava ljubezen. In ko sem sam sebe res začel ljubiti, ker jaz kot otroštvo tudi nisem dobil ljubezen od starših, koliko bi mogoče si želel.
Jaz mislim, da je ogromnih zunij ta isto občutje, kot jaz, a ti, Nataša. Da smo vsi to skozi dali. Ne vsak rečem, ampak večinoma, da pogrešamo ta potik, ljubezen v zunanjem svetu. Ja, in kako jaz vedno rečem, ljubezen kot človek je definitivno, da smo narobe se naučili od majhnega, od starših, od vrtcih in od šol, ali pa bilo kje. To je čist narobe, ta ljubezen. Ker nima nobene veze s tem ljubezen, kaj smo, to, kar smo v resnici. Če enkrat to doživimo in spada pa tudi sreča zraven, to pomeni, ko enkrat sam sebe začneš ljubiti, ko si vreden, da si tle, da lahko doživiš ta življenje, zato si se odločil na koncu, da prideš na to zemljo. Potem začneš tudi živeti, potem začneš tudi razumeti, kaj lahko vse dosežem v mojem življenju, da lahko vse dobim. Da ni pomembno, kaj si želim, ampak da imaš možnost. Točno tako. Ljubčka. Ja. Ja. To je ljubezen. To je ljubezen. In kaj ti praviš? Ja. Super. Bom pozdravila Majdo, Mitja, Andrejka, Petra, ostali ste pa gor, tako da vas ne vidim več, pa se zdaj ne bom ekrana dotikala, da kaj ne zgine vse skupaj stran. Ja, lepo si to povedal. Jaz sem bila na točki, se pravi v življenju, ko sem res mislila, da me nobeden nima rad, da me vsi sovražijo, da me nobeden ne razume. In ni bilo kaj druga, tako si sam rekel, pogledati vase in to ljubezen vse noter najditi. Ker zanimivo je pa tudi to, da vedno v življenje pritegnemo to, kar se tiče odnosov, partnerskih odnosov ali pa kakršnih koli odnosov, kar smo sami. Ker jaz vedno rečem, sam si na svetu, kar pa pritegneš ali pa kar je izven tebe, je pa samo tvoj odsev. Tako da zdaj sem jaz lepo z nekim poglabljanjem vase pa vsem pripomočkem iz zunanjega sveta prišla do tega, da sem res, pa ne bi rekla srečna, ker se mi zdi, da tudi sreča odpade, v tem primeru ta sreča, ko smo jo navajeni, ker sreča v mojem svetu, jaz izhajam iz sebe, tako da zdaj jaz govorim čisto iz sebe. V mojem svetu sreča, ja, vadila sem srečo, dobesedno sem jo vadila, ne vem koliko let, da sem prišla pol do tega občutka sreče, ki pa je pri vsakmu drugačen. Ampak je bil tudi tu not, ampak kaj pa zadnje čase čutim, je pa popoln notranji mir, harmonija. Mogoče nisem vedno čisto v ravnovesju, se pravi, da bi v vsaki situaciji ta notranji mir dosegla, občutila, se učim, se pravi, sem predana temu mojsterstvu, da se izkalim do tega diamanta, izbrusim, da bom v vsaki situaciji življenjski občutila popoln notranji mir in ljubezen. Ker to jaz sem, to jaz sem. In čisto nič druga nisem. In karkoli druga čutimo, pa ne bi niti rekla, da je ego, zato ker se mi zdi, da ti izrazi, ko jih imamo, so nas čisto zmešali. Enostavno je čisto preprosto, ne rabiš mentorjev, ne rabiš gurujev, ne rabiš učiteljev, ne rabiš knjig, ne rabiš predavanj. Tako zapreš oči, tako jih odpreš, zato ni potrebno dobenega truda, dobenih učiteljev, da te naučijo, kako odpreti pa zapreti oči. Enostavno pride do trenutka v življenju, ko se spomniš, kdo si. Jaz ne bi temu niti rekla zavest, ker se mi to zdi tudi že pol spet neka nalepka, da si zavest. Enostavno samo si. Kdaj pa to ljubezen, to, da samo si, pa ta popoln notranji mir lahko občutiš, še vedno bom rekla, da je
pripomoček sicer iz zunanjega sveta, meditacija, popolna tišina, ampak ne od odzunaj, ampak tule noter, ne, oziroma tule noter rabi vse utihnati, ne. Misli, tudi občutki, in to je nekaj najlepšega, kar sem jaz v življenju doživela ali pa doživljam. Ampak zakaj je nekaj najlepšega? Zato, ker to jaz sem. In čisto nič druga nisem. In ko ves ta drek, vse te sloje, vse to, kar nam je bilo povedano, pozabimo, dobesedno je treba pozabiti, kaj smo se do danes naučili, prebrali, in sam si, in sam občutiš. No, to je moja izkušnja, ne. Zdaj sem imela, ti si bil zraven, ko sem jaz to doživela, se pravi ta odhod v svetlobo, ta padec vsega. In si tudi ves čas ob meni, ko mi ne gre, ko mi je težko, ko je hudo, ko ne zmorem, ne. In res ti hvala za to, da si moja podpora, moj varen prostor, moj pristan, ker ljudje iščemo neko popolnost, v nezavedanju, da popolnost je že, in nas je sram, strah izrazi to, kar čutimo. Ne glede na to, kaj čutimo. Čutimo, da sovražiš svojega otroka, čutimo, da si žalosten, čutimo in pa se primerjamo v tisti situaciji z drugim, da on je pa drugačen, pa temu sploh res ni tako, ampak samo odprt ni. In jaz sem zadnjič en komentar spustila na Facebooku pod enim zapisom, da se mučim tu na zemlji, ker tisti trenutek sem se res mučila. Ampak s tem ni nič narobe. Ampak kaj sem jaz takrat naredila? Jaz vam vedno pravim, nisem jaz nek Buda, pa neki ne vem kaj, ne še, ne. Želim, tudi Buda, ne, no. Pač, ne želim, ampak ker si ni treba želeti, zato ker je to v meni, sploh si ni treba več želeti. Ker čim si nekaj želiš, ne zaupaš življenju, ne zaupaš procesu, ne zaupaš temu, da ti to si, in je tudi vse želje treba spustiti. Se pravi, predana sem temu, da res usvojim to, da dosežem popolni notranji mir v vseh situacijah, življenjskih, razumevanje in ljubezen do čisto vsakogar, se pravi popolno razumevanje do vsake situacije, ljudi, dogodkov. Zdaj kar gre iz mene ven, no, ampak okej. Kaj sem hotela reči na ta komentar? Ja, ampak jaz takrat, kaj jaz naredim, recimo, ko občutim nemoč, ko občutim žalost, ko občutim trpljenje, se pravi v trenutkih, ko bi želela, da je nekog drugače, kakor je, ne, enostavno vedno poudarjam, zavidajte človeku trpljenje, ne srečo. Zdaj se pa jaz temu trpljenju, pa temu mučenju sama sebe prepustim. Pustim, da teče čez mene, pustim ta val, ujamem ta vuvej, tudi v trenutkih, ko mi ni najlepš, in tam not poiščem vso lepoto. In ko si to sposoben narediti, da takrat, ko trpiš, ko si žalosten, ko ti je hudo, ko sovražiš, ko si ljubosumen, ko si v strahu, ko si v nemoči, greš v to noter, ne več, da se boriš proti temu, takrat, tudi v teh trenutkih, ker v nasprotnem primeru se zablokira pretok življenjske energije v nas, ali pa se zablokira to, da mi pridemo do sporočil, kaj je naš naslednji korak, glede na to, da smo že to obdelali, da smo 100% vodeni oziroma sami sebe vodimo iz te esence ven, iz te svetlobe, iz ljubezni in popolnega miru. In ko sem se jaz prepustila temu mučenju, kar sem takrat občutila, temu trpljenju, tej nemoči, je meni bilo takoj v trenutku jasno pokazano, Nataša, v egu si misliš, da si na zemlji, nisi si tam gor, deluj zgor dol. In se je trpljenje in mučenje nehalo. Ne? Zakaj se mučimo, pa zakaj trpimo, pa zakaj smo žalostni,
Prvič zato, ker imamo pomanjkanje informacij. Informacije, nove informacije so ključne in zato še vse mogoče na neki stopni nekomu predlagam nek program, nekega mentorja, nekega učitla, zato da pride do teh informacij, ki so tudi mene pripeljale do tu, kjer pa nikjer nisem jaz danes, ne danes jaz sam sem. Ampak v trenutkih, ko mi pa ne uspe biti to, kar sem, se pravi popolni notranji mir in ljubezen, razumevanje, se pa prepustim tudi temu. In je tudi to ful lepo, no. Ali pa pokličem koga, se pravi, zdaj imam Andreja, koga lahko pokličem. Nekoga takrat rabite, nismo sami in nič ni narobe prositi za pomoč. Ampak vam vsem je še kar nerodno prositi za pomoč, da ste žalostni, da ste obupani, da ste nemočni, da ste v pomanjkanju. Proste za pomoč, zato smo tu, en, drug, tret. Ampak ne prositi za pomoč človeka, ko bo z vami. Proste za pomoč človeka, ki vas bo razumel, pa ko vam bo sposoben pokazati drug pogled na situacijo. Pa ne vas na silo peljati situacije, v kateri trpite, ampak vam bo pomagal občutiti to situacijo, v kateri trpite, zato da se boste soočili z njo, da se boste enkrat potopili v njo, pa da se nikoli več ne bo pojavila v vašem življenju. Zdaj pa prepuščam tebi. Hvala. Če gremo malo nazaj, tam, odkot smo prišli iz nebes, recimo, ne? Smo se prostovoljno odločili na to zemljo. In da imamo te izzive, smo se tudi odločili. To mi že prej vemo. Da imamo izkušnje, ker brez teh dualni svet, teh izkušnje, ki imamo na tej zemlji, bi lahko tudi doma pa rekli, pogled, tam je lepo, tam je brez veze, ne rabimo kam iti. Ampak ta zavedaš na koncu, kaj pomeni, če si zdrav, kaj pomeni ljubezen, kaj pomeni, če si bogat, ali pa kaj pomeni, če si revež. Moraš dualno spet priti, da vidiš, kaj pomeni kontra. Zato smo pa tlele na zemlji. Zato pa imamo te izzive na koncu, ker smo se mi odločili. Sam zdaj, ta pot, ko smo prišli iz doma, bom rekel, nebesi, bom rekel, človeški faktor, smo vzeli 2 kufra. En kufr je ljubezen. In kaj misliš, kaj je drug kufr? To je strah. In ta 2 kufra, ki ga nosiš s sabo cel življenje, odločaš konstantno ti, prostovoljno seveda, a želiš kufr strah imeti, ali kufr ljubezen. Zakaj nismo danes vsi bogati? Ker nam strah. Strah, da mogoče bomo uspeli. Raj smo v tej fazi, da kaj? Jamramo. Govorimo, kako je nam slabo. Ali pa recimo partnerstvo, ali pa mogoče zdravje. Vse na koncu eno te isto. Nam je strah. In ta strah nam drži nazaj, ker smo se odločili za kufr strah. Ampak če bi vzel kufr ljubezen, to, kaj smo, ne rabiš tega straha imeti. In lahko vse dosežeš danes in to v tem trenutku zdaj takoj lahko vse dosežeš. To je ta razlika, ki smo seveda tudi odločili, ko smo prišli na zemljo, da pozabljamo, kdo smo. Ker drugače ne bi mogli ta špil igre igrati. Ker če bi vsi vedeli, smo vsi, bom rekel, dušce in da smo zavesti in da na koncu niti roditi in niti umreti ne moramo, ne bi se igrali ta špil igre. Zato smo mogli pozabiti, kdo smo. Ampak zdaj v ta fazi, ki smo, zdajle, je čas, da se spet zbudimo, ker je konc te špil igre, ker se bo vse skupaj spremenilo. In ta faza je zbujanje. Spomniti se spet, kdo si. Da ne rabimo teh žrtev v življenju, ki smo jih mogoče vsi doživeli, bom rekel, eni več, eni manj, ampak to je spet človeški
sodbo, kaj je veliko, kaj je malo. Point je sama situacija. Ko se enkrat odločaš se zbuditi, vrem, da življenje na koncu je fantastično. Vse lahko dosežeš in v tem trenutku zdaj takoj. Ne rabiš ti dneve, mesece, leta ali pa mogoče več življenja. Rabiš samo zdaj trenutek, ta trenutek, ko si da spremeniš tvoje življenje. Jaz sem lahko to doživel pred letimi, ko sem jaz dosegel marsikaj in še ni konca. To vam tudi delim na koncu vsak vas, da dosežete, da se spomnite, da na koncu lahko te izzive, ki jih imate, lahkotno spremenite. Gledaš na situacijo, vidiš, dobiš informacijo in ga v bistvu narediš. In to je to. Nič ne rabiš trpeti, bom rekel, slab življenje imeti ali pa kaj drugega. Ne rabiš tega. Ni potrebno. Ni potrebno. Ampak so pa spet izkušnje. Ker tudi ljubezen na koncu, ta ljubezen, kaj imamo na tem človeški faktor, je tudi pot od tega ljubezni, kaj smo. Pa spet se učimo, kaj pomeni ljubezen. Ker če boleče ljubezen, pa nekaj ne štima. Zakaj lahko ljubezen tudi boleče? To je človeški faktor. Ne, si ljubosumen. Na kaj si ljubosumen? Imaš partnerja, partnerko, ko mogoče je ljubosumna, pa ljubosumen so tudi, greš na fitness center, ker nimaš pozornost na osebo tvojega partnerja. A je to ljubezen? Si ljubosumen, da ima sosed večji avto, malo več denarja, ima mogoče kaj več. Zakaj? To je trpljenje, to ni prava ljubezen, kaj smo. To je človeški faktor. Ampak mesto bi vprašal, kako si do tega prišel, kaj si naredil, da bom lahko tudi ta status simbol, bom rekel, dobil. Bilo kaj, vsak odvisno od vas, to pa noben ne vpraša. Raj pljuvati, raj soditi, raj trpeti na koncu, a mesto bi vprašal, kako lahko grem ta pot. To sem jaz zadnje čase zelo velikokrat opozval. To ni potrebno, ker vsak od vas, 8 milijard na svetu, ko smo zdaj trenutka, mogoče ima več, ne vem, lahko vse doseže. Vse. To je ta fantastična zgodba, ki želiva z Natašo, bom rekel, povedati, da lahko res vse dosežeš. Mogoče bo raba en malo daljši pot, en krajši pot, ampak na koncu point je, da gremo do cilja. En maraton tudi ne dosežeš v minuti. Rabiš tudi dosti časa treninga, da dosežeš 40 km, pa 41, da lahko prideš skozi. Mislim, jaz ga ne vem, če bom lahko dosegel, ampak če bi treniral, čez pol leta, bi sigurno dosegel. Ampak to je ta pot, ta cilj, ki ga imamo. To je ta razlika. In resno vam želim povedati, 2 kufra odloči se, ali je strah ali ljubezen. Vse, kaj nisi dosegel danes, je sam strah. Strah na javnost, strah, da bo mogoče res milijonar, strah, da bo mogoče zdrav, strah na bilo kaj. To je vse strahove, ki jih imamo v sebi noter. Ne rabiš tega. Ja, jaz bi mogoče tu povedala, da je strah nasprotje zaupanju. In če ne boste zaupali ali pa tej ljubezni, pol tako nič ne bo. Pol ne more do tebe priti nič takega, v kaj bi lahko zaupal. Ali pa kaj se je meni tule zdaj porodilo. Se pravi, ko ti odpreš te oči, popolno lahkotno, in ne bi rekla, da dobiš izkušnjo, ker to ni izkušnja, zato ker to si, to je tvoje naravno stanje, ta ljubezen in popoln notranji mir. V ljubezen in popolni notranji mir, da se razumemo, spada pa razumevanje, sočutje, harmonija in tak naprej. Se pravi, kdaj čutite ljubezen, kdaj čutite popolni notranji mir, takrat, ko imate vse to porihtano. Ampak
kaj se meni zdi ključno, ali pa mene je glih včeraj en terapeut, ko sem čutila, da si rabima predati sporočila, pa sem rekla, se bo meni prvi, se tudi čuti, ne? In pa ni, in jaz rečem, ne poznam človeka, poznam ga z Facebooka. In pa mu jaz napisam, da se mi zdi, da si imamo neka sporočila za predati, je pa rekel, se meni se že tudi ful dolg zdi, sem rekel, soš ti prva. A veš, me kontaktirala, ne? In pa me je vprašal, ko sem mu poslala ene knjige, ko jih zdaj berem, kaj so spoznanja iz teh knjig, ne? Ali pa na splošno, kaj bi mu jaz na kratko povedala moja spoznanja o življenju. Jaz bi rekla, pri meni je bila ta predanost. Se pravi, predanost, zdaj vam bom nekaj zaupala, sam tu enkrat bom povedala. Največ ljudi, ki je nehal moj program pri 3., 4., 5. modulu, kdo mislite, da je bil? Kaj so kaj delajo? Kam hodijo v službo ljudje, ko so nehali moj program? Ko so ga predčasno zaključili, ko niso zmogli, ko niso verjeli, ni važno zaradi česa. Kaj mislite, da delajo ti ljudje v službi? Nobene logike, to so bili učitelji. Vsi učitelji, ko v šoli najbolj zahtevajo od otrok, do konca moraš narediti to, tretje, vse moraš znati, ne vem kaj, so moj program nehali, tisti, ko so se vsi učitelji do zdaj, ko so se v moj program upisali. A ni to zanimiv podatek? Učitelji, profesori, recimo, ko učijo v šolah, v srednjih šolah in na fakultetah, so ga nehali. Tako da to malo razmislite zdaj o tem, ne? Se pravi, predanost je bila ključ. Ključ je bil to, se pravi, ljudje, ko se podate na to, kako ne rečem, duhovno pot, kar je nujno odkriti, zato ker to smo mi. Nismo sam materialni svet, pa zunanji svet, pa telo, pa to sploh nič nismo, ampak ta duhovni svet, ta esenco, to je treba odkrivati. Ključ je predanost in ključ je vera. Se pravi, jaz nisem imela nobene vere, da bo meni karkoli ratal. Ampak če je pa njej to uspelo v življenju, lahko pa meni tudi. Če je ona pozdravila depresijo, jo lahko jaz tudi. Če ima milijone, jih lahko imam jaz tudi. Če lahko ima ljubečo partnerstvo, ga lahko imam jaz tudi. Se pravi, to je meni dal zagon, da sem vztrajala. Drugi ključ je vztrajnost. Vztrajnost je ključ, ne pride vedno do rezultatov, pojavnosti, takšno, kot bi si jo mi želeli, ali pa smo prepričani, da bo. Se pravi, nekdo se v moj program upiše, ne vem, z depresijo, ni nujno, da bo po 3 mesecih se boljš počutil. On to pričakuje in odneha. Ti rezultati so včasih o čem skriti, ravno iz tega razloga, da vztrajamo na tej poti. In pol nas čakajo, ali pa vas čakajo res zakladi, res mirno življenje, res lepo življenje, kjer se poudarjam. Neha trpljenje, neha žalost, neha strah, neha nemoč. Da te lahko nekaj povem, ko si glih to omenila. Glih zdaj v kratkem sem slišal sicer po nemš razenme efekt. To pomeni kosilski efekt. Kaj pomeni kosilski efekt? Ko imaš visoko travo, greš s kosilnico, greš čez in vidiš takojšnji efekt. In tem se reče, da so 80 ljudi v tej fazi noter. Neuspeha. Ker neki želijo takoj in če ni takoj, je to takoj puško v koruzo vržejo. In 20% bogatih ljudi na svetu imajo pa glih kontra. Dolgotrajnost, to je tisto, kar si zdaj rekla, trajnost. In tega ne vidijo. Ker ne vidijo, če grem s kosilnico čez, ni efekta, zdaj pa moram čakati, da bo en efekt prišel. In točno tlele obupajo ljudi, ker mislijo, nisem vreden, nisem
uspešen, nisem ne vem kva in tako dalje. In to 80% na svetu so neuspešni iz tega razloga, ne bojo nikoli bogati iz tega razloga. Tam zaradi tako silnski efekt, ker nimajo takoj efekta, ker nekaj naredim. To pa grejo do zdravnika, to pomeni, če me nekaj glava boli, grem do zdravnika in vzam tableto, ker je takoj efekt, ne? To pomeni, spijem tableto, imam takoj čez 10 minut je v redu. Namesto bi ta zadeva od zadaj pogleda, zakaj imamo glavo bole, ne? Dobila sem eno vprašanje, pa me zanima, kaj bi ti svetoval oziroma kak je tvoj pogled na situacijo, ko se doma v družini dogaja, da je otrok nesrečen, nezadovoljen, govori, da si želi vzeti življenje, da ni iz tega sveta. Govorim o mlajših otrocih, o mlajšem otroku, ne morem zdaj cele zgodbe povedati, da preveč ne razkrijem. Kaj bi ti recimo svetoval staršu? Da ne naredi, a ne? Ok, mi vemo zdaj, da je to vuvej, da ne, ker vsako situacijo, ko jo sodimo, da je dobra, slaba, smo že takoj zajebali, a ne? Je treba nulo iskati, vse samo je, se pravi ta zen v vsakih situacijah, a ne, brez sod. Ampak ok, to se otroku dogaja, kaj zdaj svetovati? Staršem recimo, nekak? Po eni strani, ne bom zdaj narobe besede uporabila pomagati, ne, ko tudi ne smemo, ne, zato ker tudi otrok rab določene izkušnje izkusiti, ne, ampak kaj zdaj kot starš narediti, ne, zdaj sam gledati, pa kaj bo, pa ohranjati sliko, ki si jo želimo na koncu. Jaz vedno ko rečem, bodi vzgled otroka. Ti si tista oseba, ko na otrok, če pogledaš, ne bo nikoli poslušal, kaj si mu povedal. Otroci se učijo v tem fazi, kaj ti delaš. To pomeni, to je spet tvoj špegel. Če otrok, bom rekel, v depresiji, v tej fazi samomor, malo si pogled, kakšne partnerske odnose imaš ti s partnerko ali pa s partnerjem. Kakšna energija ti oddajaš. To je isto, ko rečem, če ogenj, recimo tle gori hiša, imaš dve variante ljudi. Eni, ko se derejo in kriča in letijo koliko kure, ne, brez glave, bodi miren, poglej situacijo, pokliči, bom rekel, rešilce, policaje ali pa gasilce in med ta situacijo, do situacije v moč. Ti odločaš v tvojem življenju, kam bi ti želel. In ti si vzgled za otroke. Ok, ampak v tem primeru, ker ga poznam, recimo oče pred leti ni zmogel, ne, v tej družini. Pa je bilo marsikaj, pa tako naprej, ampak on, kakor ga jaz zdaj poznam, pa delama skupaj, je postavljen, je zadovoljen, je srečen, je v miru, je v ljubezni in se zdaj otroku to dogaja, recimo, ne. Tvoje življenje vedno to kaže, kaj si v preteklosti naredil. Nič drugega. Ne moraš ti reči, jaz sem zdaj ljubezen, pa jaz sem srečen, pa se tle delamo kao juhuhu. Tvoje življenje vedno pokaže to, kaj si v notri. Špegel, da bo vedno pokazal to, kaj si. Ne bo to dal ali pa vzel špegel, vedno tvoj obraz pokaže. Če ti to ni všeč, kaj vidiš v špegel, moraš ti se spremeniti. Zato pa bodi zgled. Ti ne moraš za druge odločati, kaj je dobro, kaj je slabo za njega. Ti lahko sam podpiraš, pomagaš s tem, da si ti vzgled. Deli ta prvi korake, naredi prvi korake in živi, kakor si želiš. Ampak kaj mi delamo, to sem že prejšnjič povedal, mi delamo to, kaj drugi želijo. Koliko so partnerskih odnosov zaradi tega skupaj, sam zaradi tega, kaj ne bo rekel, ja, kaj bojo pa sosed rekli, kaj bojo pa moje starši rekli, če gremo mi dva na razen, kaj bojo rekli drugi. Pa ne morem zaradi otrok, ne? Ja. Ne morem zaradi otrok, je najpogostejši izgovor, ne? Ampak kaj je na koncu koncem?
a si pol cel življenje slabe volje skupaj z energijo, ki mogoče v tem trenutku ne sede? A je to rešitev? A to Ne samo to, ne, gre za to, da otroci vse čutijo. Mi jim lahko palamudimo, pa ne vem kaj, se ljubčkamo pred njimi, pa vse samo otrok čuti, ne, kaj je resnica, ne. In on to resnico srka, ne. In pol praktično damo otroku to, da celo življenje živi v laži in pol dobimo otroka, ko laže, krade, ne vem kaj, in pol se čutimo, odkot tak otrok. Ja, saj skozi si ti kradel, si ti lagal, ano, si ti varil sam sebe in zdaj imaš to izven sebe, ne. In najpogosteje se nam kaže to pri otrocih, recimo, ne, ta odsev. Jaz sem se učil zadnje čase, kaj pomeni partnerskih odnosov. To ne pomeni, da se roko držimo in tako življenje v pensiji imamo se lepo. Mi nismo zaradi tega sem prišli. Partner pomeni, da imaš enega partnerja, ko si preko duše odločal, da rasteš v zavesti, da se zbudiš. Če 90% na svetu misli, da je ljubezen to, ker ima seksi postavce, ker ima mogoče dobre joške ali pa ne vem kva, ja, pol boš imel pa težave. Na začetku je ljubezen tisto, kar vidiš, kar vizualno te nekaj privlači, na koncu pa ugotoviš, da to oseba ni zame naštimano. Zato pa sem na začetku rekel, pol pa so težave. Najprej si hotel jožico, zdaj pa imaš jožico, ne? In tlele veliko ne razumejo, kaj pomeni ljubezen. Pravi v sebi najprej, kot dušo, da imate pravega partnerja, da se bom na koncem zrastel z njim. Če bo to mesec trajalo let, ali pa 2, ali pa 5 let, ali pa tako življenja, odvisno, kako se hitro rasteš z njim. Če pa rečeš, ok, zdaj sem pa s tabo se razvil, dosti je, hvala za te lepe lete, zdaj bom eno drugo najdel, ni nič narobe. Sam na koncu imamo druge predstavo. Mi smo tisti, ko vedno rečemo, ja, to pa ni dober, to pa je sločito, to pa na koncu, to je grdo, kaj delaš, pa bla, ja. Eni trpijo, nekdo mogoče so trpeni, posilstvo, pa bilo kaj. Jaz marsikaj poznam ljudi, ko tudi se pogovarjamo, kaj se dogaja v familiji. To ne želite vedeti. Koliko ljudi trpijo in delajo to, kar starši ali pa mogoče partner želi, ne to, kar si ti želiš. In spet smo tam, samo ljubezen, samo zavest, samo zaupanje in tako dalje. Kje je to? Kdo lahko danes odloča, že želim, ne vem, en rumen avto kupiti, brez da bom partnerja vprašal. Kdo lahko to danes naredi? Ja. V tem trenutku. Stelim še hišo, ne vem, v Portorožu. Brez da bi nekoga vprašal. Ali pa grem, jaz imam to velikrat, ko že pridemo do tega, da ljudje sami ugotovijo, da rabijo pomoč, pa se želijo vpisati v moj program, ne, pa čutijo, da sem jaz tista, ko bi jim lahko pomagala, pa rečejo, moram moža vprašati, če lahko. A lahko verjameš? Meni to, kaj, mislim, sploh se ne zavedajo, kakšni zlati kletki živijo, no. Moram nekaj vprašati. In moje vprašanje je takrat, ok, vpraši se, prvo mi povej svojo definicijo partnerstva in potem, ko jo povejo, je tako kontra temu vedno, kar živijo. In potem rečem, vpraši se, ali je to res partner, ki te ne podpre v tem, da bi se ti nekam upisala, nekam šla, se ni važno, ali bobne poslušati, ali meditirati, ali v Savijo se kopati mrzlo, da te ne podpre pri tem, da bi se ti kot njegova partnerka, ki te ima kao rad, pa te ljubi, boljš počutila. Če ti veš, da se boš boljš počutila, ne, on ti to preprečuje. Ja. Mislim, jaz ne vem kaj, ampak dober, ne sodim, zato ker sem bila sama v isti. Zdaj po enem tam so izkušnje, definitivno, ja. Ampak zato pa smo tlele, da pomagamo, da prava pot najdemo. V tem jih je, znaš drugega. Vse to so izkušnje, vse tudi jaz sem imel iste situacije, mogoče močno, kot pa drugi. Ampak kaj je spet močno, kaj je slabo, ja. Ampak kaj je dobro, to je spet sodenje. Ampak na koncu smo vsi tlele, da na koncu imamo izkušnje. Ampak kaj želim povedati, kaj je ljubezen, ne? Ker vidim recimo ljubosumno,
Bog ne de, da ti kakšno drugo žensko gledaš, ampak Bog ne de, da ti kakšnega drugega fanta gledaš, moža. Kaj pomeni ljubezen? Ti si moj, razumeš, moj, to je spet tale, ne, kremple in zdaj bom tebe, to ti si moj. Nobenega drugega na svetu, ti si moj. Je to ljubezen. Jaz mislim, da bolj zadošiš človeka, koliko dobiš ljubezen. In kaj si vidi pri mački, ne? Maček recimo, ne? Če ga daš hrana, če ga ljubiš, če ga ima pobožati, bo vedno nazaj prišel. Če ga boš pa na silo hotel pobožati, na silo bom rekel, ga želiš, zdaj pa hočem crkljati. Ja, na silo nekaj neč, ne. Boš šel, prej ali kasneje, ne? In ti v bistvu tudi živali ti povejo veliko, ne? Če ga pustiš tam, ki je, da živi, ne? A pa, mislim, živali, ne? Sama veš, če ga sam smeti dolnes, pa priješ nazaj, je pes tudi vesel na koncu, ko bi ga že 5 dni ne bi videl, ne? A veš, res si videti ljubezen, ne moj čisto vse, a si slabe volje, dobre volje, ali je dež zunaj, ali ni dež zunaj, ali je ne vem kakšna situacija. On, ko te zagleda v tem trenutku, je vesel in te ima rad. In kaj se veliko naučimo, brezpogojno. Zdaj jaz bi še nekaj sam povedala na kratko, ker imam pol en coaching klic, tako da se bomo počasi rabila posloviti. Se pravi, kar sem jaz zdaj v zadnjem času, pa kar sem res garala za to, mogoče mi ne bilo treba, ampak da sem prišla do teh spoznanj. Ljubezen ni, se pravi, ljubezen do sebe ni, da jaz nekoga kritiziram. Ljubezen do sebe ni, da jaz nekoga krivim. Ljubezen do sebe ni, da je mene nečesa strah. Ljubezen do sebe ni, da sem jaz ljubosumna. Ljubezen do sebe ni, da je meni, ne vem, dolg čas. Ljubezen do sebe ni karkoli jaz do drugega občutim in mi ne prinaša popolnega notranjega miru, to ni ljubezen. Ne? A veš, tako kot smo rekli, vse je špego. Jaz vedno rečem, sam si, poglej se, če ti kaj ne paše izven tebe, poglej v svojo notranjost, ampak toliko učijo o tem, ja, ljubezen do sebe je, da znaš reči ne. Ljubezen do sebe je, ne vem, da se 20krat na dan stoširaš. Ljubezen do sebe je, da vsak dan meditiraš. Ljubezen do sebe je, da greš na sprehod. Ljubezen do sebe je, da se objameš. Ljubezen do sebe je, da se pogledaš v špego, pa si poveš, da se imaš rad. Sam doben ti ne pove, da vsaka misel, pa vsak občutek, ki ti ne prinaša popolnega notranjega miru do drugih, ni ljubezen, do tebe. Zato pa bodi simpatičen. Ja. Drugih. Kdaj se vidimo? V sredo ti zdaj greš na Portugalsko, nas boš kaj zraven povabil. Ali pa, ko boš tam, če nas boš poklical, da lahko pridemo. Da. Ja. Mi bomo vse posod druge, ja. Naj gremo Španijo, pa Portugal čez. Okay. To je to, no, za dan, se pravi, če bo šlo Andreasu z internetom, sreda, četrtek, tam nekje, drugač pa jaz se vam pa tako javljam vsak dan, tako da če vam grem na živce, je to vaš problem, ne moj. Tako da, ok, rada vas mama, če rab kdo kako pomoč, če rab kdo, ne vem, zlato kupiti, Andreja se zlatom ukvarja, mene poznate, vete, kaj vse imam, 24, 25, 26 je Bohin, to je to. Če bi ti kaj dodal za konc. Hvala, da prideš enkrat v Uvej, bodi ljubezen in čim prej se zbudi. Čau, čau, čau. Tina, Jure, Rudi, Nataša, vsi, ko ste zraven. Čau. Čau. Dio, pa, dio, Andreas, dio.